Komentar Slovenije, bezdirjev banke, dneva o dejanjih Rado. Tema današnjega prispevka bo, kaj počne Banka Slovenije. Seveda, pri tem nikakor ne gre za neko teoretično, ampak povsem praktično vprašanje. Samo pomislite, Banka Slovenije je kot najvišja institucija monetarne oblasti odgovorna za regulativo na bančnem področju, oziroma za zakonski okvir poslovanja bank in njihov nadzor. In kaj počne vse te dni? Se ukvarja z vprašanjem o ustreznosti kreditnega poslovanja bank? Morda preverja utemeljenost aktivnosti teh poslovnih subjektov. Kje za vraga je guverner banke, ko potekajo prerekanja v Novi Ljubljanski banki in tako imenovanih tajkunskih posojilih? Poslušamo namreč zgolj ministre, politike, padle podjetnike in podobne populistične orgazmatrone. Čistih računov strani institucije, ki je najbolj odgovorna za delovanje bančnega sistema, pod nikoder. Namesto ustrezne akcije Banke Slovenije smo danes priča pavšalnim pozivom k linču in izogibanju pravnim postopkom. Razloga za to sta lahko samo dva. Najprej, očitno se je dokončno pokazalo, kako tej državi, predvsem nacionalnem ponosu NLB, potekajo posli, po ukazu politične vrhuške. Ko gre gospodarstvu dobro, se politično odrejajo brez vseh kriterijev krediti. Ko gre slabo, pa se ukvarjamo s face saving politiko in političnem iskanju krivcev po banki, ki pa je tako ali tako vse skozi delala po navodilih politike. In drugi razlog, Banka Slovenije je navadna slaboumna šala, od njene samostojnosti ni niti trohice. Istočasno pa je podrejena politiki do te mere, da se vsakič trese kot šiba na vodi in čaka ukazi iz lokalnega CK-ja. Skratka, na Banki Slovenije očitno še vedno mislijo, da smo v letu 45.